Zdravo, zdravo, zdravo! Glodate rdečo peso. Približuje se nedelja 11. julij, ko bomo na referendumu obkrožili proti spremembi zakona o vodah. O referendumu smo povprašali Damjano Ajd, okoljsko aktivistko in delavko v Šparu, ter poštarja Braneta Pavlina in Teo Drguti. Delavski boji in boji za ohranitev narave so namreč v samem bistvu povezani. Zakaj boš 11. julija na referendumu za pitno vodo glasovala proti? 11. julija bom glasovala proti, ker narava ni naša last. Naš življenjski prostor si delimo z drugimi živimi bitji. Ljudje smo na zemlji na obisku za določen čas in nimamo pravice onesnaževati voda ter za dobičke kapitalistov omejevati dostop do skupnega dobrega. 11. julija je dan, ko bomo odločali, ali bomo pustili, da si kapital dodatno podredi delavce in naravo. Proti bom glasoval, ker si želim, da vsi mi živimo v zdravem okolju in kot do sedaj prosto dostopamo do vseh obal. Imaš kakšen lep spomin na neokrnjeno obalo reke, jezera ali morja v tvojem okolju? Poznaš kakšen primer pozidave ali zaprtja tega priobalnega pasu? Lepi spomini me vežejo na Ivarčko jezero. Tam sem preživljala svojo mladost. Hodila sem se kopat, hodila na koncerte. Na zadnji delovni brigadi smo gradili sedežnico do smučišča na Ošvenu. Nato je prišla prodaja v privat roke in zaradi pohlepa lastnika je pričelo vse propadati. Postavila so se železna vrata, plačilo vstopnine za na jezero. To je povzročilo veliko jeze med nami Korošci. Sledilo pa je tudi zmanjšanje obiska jezera in nato propad. Čeprav v jezeru raste redka zaščitena vrsta alge, so priredili vojaške vaje. Jezero na naše veliko veselje pridobiva spet svojo staro podobo in upam, da bo ponovno zaživelo v javno dobro. Na srečo Kokra in Sava v Kranju nista pretirano vgrajeni. Se je pa skoraj zgodilo, da bi kanjon Kokre malo pozidali, pač pretirano uredili. Tako da so se pa lokalni prebivalci potem temu uprli in dosegali nek kompromis, ki je pa v redu za kanjon. Naj bo priobalni pas zaprt ali javno dostopen? Komu in zakaj naj bo namenjen? Javno, dobro dostopen vsem. Ko vidim, koliko tovarn in drugih objektov se gradi na vodovarstvenih območjih, se res grozim. Priobalni pas mora ostati nedotaknjen, namenjen mora biti ohranjanju naravne raznolikosti in dostopen vsem. Priobalni pas mora ostati dostopen vsem in vsakomu, brez omejitev in prisvajanja strani potencialnih investitorjev. Priobalni pas bi mogel biti javno dobro, do njega bi mogli imeti dostop vsi. Samo če imamo stik z naravo, se lahko nanjo navežemo in jo obvarujemo. Kako razumeš povezavo med delavskim in okoljskim bojem? Povezana morata biti tako okoljski kot delavski boj, saj imamo istega nasprotnika, to je nenasitni kapital. Ne smemo dovolj, da ima stalna gospodarska rast prednost pred ljudmi in pred naravo. To bo samo poslabšalo podnebno krizo, trpeli bojo tisti z najnižjimi prihodki. Povezava med delavskim in okoljskim bojem je tukaj zelo očitna. Delavci in narava so le vir dobička, ki ga izkoriščajo samo za pridobivanje kapitala. Zakaj je boj za skupno dobro tako pomemben? Boj za skupno dobro je izredno pomemben, saj kaj pa ne pustimo našim zanamcem, kot solidarno in urejeno družbo ter čisto okolje. Boj za skupno dobro je proces, katerega se spustimo tisti, ki nam je mar za ljudi, naravo, odnose v družbi in predvsem tisti, ki ljubimo svobodo. Ta boj je pomemben, če hočemo imeti lepšo prihodnost. Zato, ker si želim dostojnejšega življenja za vse in samo, če se bomo borili skupaj, bomo močnejši. Kaj mora po tvoje slediti po referendumu, ne glede na to, ali zmagamo ali izgubimo? Tako liberalna kot desna opcija v tem obstoječem sistemu sta podrejeni kapitalu. Ne glede na zmago ali poraz, moramo vztrajati v boju za boljši jutri. Ostati moramo aktivni, zahtevajmo spremembe, ki bojo prinesle lepšo prihodnost. Ali je referendum najpomembnejša stvar?
ne, je pa dober začetek, da se povežemo. Ne glede na izid referenduma moramo ostati budni ter povezani. Samo tako s skupnim delom ter nasprotovanjem škodljivim odločitvam politične elite lahko ohranimo okolje takšno, kot mora biti, čisto in javno dostopno. Zato ne nasedajmo pravljicam ministra za uničevanje okolja, ki dejansko trdi, da naj bi predlagana sprememba zakonodaje dodatno zaostrovala možnosti posegov na ta priobalna zemljišča. Pač to enostavno ne drži. Gre za eno navadno deregulacijo predpisov, ki jo podobno izvaja vlada tako na področju delavskih predpisov, Uber, naprimer, in tako kot na področju narave in okolja, zdaj že kar nekaj časa. Pač gre za neko logiko razvoja, kjer je pač glavna poanta vsega maksimizacija dobičkov kapitalistov. Vsi ostali pa pač, če se skurijo ali pa crknejo zraven, nobenega ne briga. Tako da edini smotrn razvoj za nas pomeni razvoj, kjer se sprejemajo politike in ukrepi, ki bodo degradirana območja obnavljali, ne pa dodatno ustvarjali degradirana območja, ki bodo življenjske vire pripeljali v skupnostno rabo in v demokratično odločanje o tem, kaj bomo z njimi delali dejansko demokratično. In pač razvoj, kjer bo poanta dobrobit vseh, ne le bogatih in unih, ki si pač lahko privoščijo sodelovanje v taki tekmi. Tako da na referendumu v nedeljo 11. julija, to je ful kmalu, obkrožamo spremembi zakona o vodah. Obenem pa se zavedamo, da se moramo, zato da bi prekinili s to kapitalistično logiko razvoja, množično angažirati ljudje, organizacije in braniti interese delavk in delavcev in se boriti za ohranjanje našega zelenega planeta. Za naravo in delovne ljudi, ne za kapital. A ja, pa ko smo že tukaj, če še niste, stisnite like, naročite se, kliknite zvonček, povejte frendom. Rdeča pesa je tle za vas. Pa ne nam zameriti, če smo kdaj kritični, samo tako se lahko premaknemo naprej.